PR-ovsko smo tudi pokriti, vse imamo zrihtano. Čudovito. Nič, potem pa bojo zapirali. Zdaj, vi ste bili prej direktor Uri Soča. Uri Soča, 3 leta, ja. Ja, v bistvu vas so... Razrešili zdaj tale vlada. Ne? Ta vlada, ja. Ja. V bistvu je bilo tako, ne. Jaz sem bil prej 27 let na Ministrstvu za obrambo. Ne, Aha, Uprava za okej. zaščito in reševanje, najprej izobraževalni center na Igu, ki se je odprl, mi je bil izziv, jaz sem takrat pač delal magisterij iz kemije in dol so rabili enega profesorja recimo za nevarne snovi, kemijo pa te reči v gasilski šoli. In sem dol začel. No, potem sem v teh krogih ostal, ne. Pol se je malo bolj specializiral za boj proti terorizmu, po 11. septembru. In sem bil na tem področju, se pravi jedrsko, kemično, biološko orožje, boj proti temu, ne, in nevarne snovi pri gasilcih. Sem tudi recimo osnoval bazo nevarnih snovi, ki jo še danes uporabljajo gasilci ob nesrečah na cesti. Se kaj razlije, da veš, koliko je nevarno, pa tako. No in potem sem bil, rekel, se odločil iti tudi malo v politiko in sem bil tudi mestni svetnik te v Ljubljani. In ko je bila naša vlada, takrat sem prišel v svet zavoda Uri Soča. No, in tam v Soči je do takratni direktor, Cugel je bil 17 let direktor, šel za državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje, ministru Poklukarju, in se je izpraznilo mesto direktorja. In sem bil član, predsednik sveta zavoda in sem se prijavil. Ja, in sem bil najprej 1 leto VD, pa 2 leti še prav direktor. Ja, in so me v bistvu pustili, da sem, kako bi rekel, ves evropski denar, ki je bil, ne, v bistvu, ne vem, 12 milijonov evropskih sredstev, plus 1 milijon je dala še Soča, pa neki država, da smo naredili energetsko obnovo Soče. No in takoj zatem, ko se je končalo, ne vem, v četrtek se je končala energetska obnova, denar se je pokoristil, no, v torek sem že pol dobil začetek postopek za razrešitve, ne, in so me razrešili, ne. Tako da zdaj sem na zavodu za zaposlovanje, ker kamorkoli sem se prijavil, ker se moraš prijaviti, ne, kot te zavod pošlje, me seveda zdaj niso zbrali, ker kamorkoli, rekel, bi mi bil potrjen, te mora zdajšnja vlada dati soglasje. Zdaj, katera vlada mi bo dala? Nobena, ne. Ja. Tako da, me pa pravim, jezijo take stvari, ne, da v bistvu se z državo, ki bi lahko bila res, ne vem, druga Švica, ki bi, imamo odlične, ne vem, ljudi, naravna bogastva, znanje, vse, da se tako dela, ne vem, zdaj recimo zadnjič sem bil na tem sejmu Alpe Adria, sem se pogovarjal z gospodom tam, Bruno Bonifačič, on je direktor Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji, ne, ta glavni za turizem. Je rekel, pa jaz ne morem verjeti, kaj dela slovenska vlada zdaj, da je Hrvaška prehitela v neto kupni moči, ne, Slovenijo. To je par dni nazaj, če ste videli, ne, to je Bloomberg, ne. In rekel, to je, mislim, skrajni cajt, da se to ustavi. To, kar govori, ne vem, zdaj premier, ne, kot češ, ja, pa kaj, naj optimizirajo firme, ne grejo na Hrvaško. Mislim, to človek ne ve, kaj govori, ne. Kdo bo polnil proračun, od kje se bo financiralo zdravstvo, šolstvo, kultura, vse te reči, ne, če bojo firme šle tja. In ponavadi, kadar odidejo, se pol to ne vrne več, ne. In v bistvu velike multinacionalke, ne, če dalje več jih razmišlja, nekatere so že šle. Mislim, to je, ne, da ne marajo podjetnikov, da bi jih nagnali, ne vem, z bajoneti v morje, ko slišite od Levice, mislim, to je groza, ne. In mislim, da je fajn, da se pač čim bolj organiziramo, ne, vključimo v to, kar lahko pomagamo, ne. Drugo je pa tudi v Ljubljani, recimo, če gledate, zdaj tlele imamo problem kanal C0, ne. Hoče Janković dokončati, ne, rekel, kanalizacijo čez najbolj važen, ne, vir pitne vode, zdaj se ocenjuje za okrog 400 000 ljudi se napaja z tega vodnega vira. Zdaj, prav iz mojega področja dobro poznam, kakšen je ta, recimo, biološki terorizem, je najcenejša oblika uničevanja oziroma, ne vem, vojskovanja, če ti z biološkim orožjem, ne vem, pitno vodo, na primer, onesnažiš. In tle se gre, zdaj oni grad, ne, speljati iz 2 občin kanalizacijo čez ta vodni vir, in on trdi, da sploh ni alternative, sploh ni res, a veste, alternativa obstaja,
ob Celovški cesti je že kanalizacija, bi se dalo tam speljati. Samo seveda, on mogoče bi bila tam ogrožena, če ste spremljali, je obnovil kopališče Ilirija in tam bi moglo biti eno novo prečrpališče. Zdaj seveda, to mi ni šlo v špil in on zdaj trdi 100 na uro, da bo speljal kanalizacijo preko najbolj pomembnega vodnega vira v državi. To je treba ustaviti na vsak način. In to so stvari, ki vas jezijo, ki jih je treba po moje urediti in zato je fajn, da se vključimo vsi in vsak na svoj način pomaga. Ne? Ja, absolutno. Vsak lahko nekaj Nekaj doprinese. doprinese. Tudi če je to nekaj čist minimalnega, Ja. ne, vsaka pomoč šteje. Pa recimo, ko sva ravno pri kanalu C0, ne, Ja. zdaj se je tudi Robert Golob odzval na povabilo na preiskovalno na to komisijo, ne, in je rekel, da on v bistvu kot predsednik vlade nima nobene moči, da bi to ustavil. Zdaj, a je to Ne, saj ni res? res, saj ni res. Jaz nisem mogel verjeti, ampak moram verjeti, ker vem, da laže že od prvega dne. Zdaj pred par dnevi, ki je bil na tej komisiji, jaz se spomnim, ki ga je vprašala gospa Anja Bah Žibert, je rekel, da on za to prvič sliši. Mislim, to, če bi živel na Marsu, ne moreš tako odgovoriti. Ne. Samo seveda, oni, bi rekel, lažejo nam že od prvega dne in ja, zdaj to je pa to, ne, enostavno jim ni za zaupati in vidite, kaj počnejo. Ne. Jaz, recimo, en tak primer se spomnim, ko smo bili v mestnem svetu. Organizirali smo, ampak kje to že, jaz sem bil en mandat nazaj, se pravi 2018-2022. Smo imeli na temo kanala C0 in tega preprečevanja smo na vsak način poslanska skupina SDS se borili, da bi mi to zadevo preprečili, ne, da se ne zgradi ta kanal in smo imeli posebno točko, dodatno na seji in predvideno, da nas prijo podpreti na balkon tudi naši podporniki. No in ko se je končala seja, rekel, ta zadnja točka, ki jo je imel še takrat Janković, smo mi enostavno rekli, v redu, zdaj pa gremo povabiti še naše goste, pridijo na balkone in imamo točko. On je lepo ukazal svoji poslanski skupini, mislim svetniški skupini, ki je bila največja, seveda, da zapusti sejo, ugasnil je, to se pravi, snemanje, ne, vse seje se snemajo in se tudi v živo predvajajo, pa lahko gledate posnetek. Skratka, ni bilo niti v živo predvajano, niti ni šlo v arhiv in kaj je za piko na i, ne, kako se oni predstavljajo demokracijo, postavil je 3 varnostnike na vhod in jaz sem šel dol, da bom naše ljudi povabil na zadevo. Enostavno niso sploh, varnostniki niso dovolili, da pridejo gor nas poslušati. Ne. Tako da, in pol vidite plakate, ne vem, Zoran Janković man gor geslo pošteno. Ne. Mislim, če spremljate malo te zadeve, kako potekajo, to je ironija taka, da in tudi, recimo, jaz gledam tale, ki me je nadomestil tam na uri Soča, tale Jakič. Ne. Tam v bistvu, če se hočete vi prijaviti za direktorja, vsaj pri meni je bilo tako, moraš dati 2 potrdili. Se pravi, eno, da nisi v kazenskem postopku, ki se preganja po uradni dolžnosti, drugo pa, da nisi bil kaznovan. Jaz ne vem, kako je on lahko oddal potrdilo, da ni v kazenskem postopku, če pa v medijih preberete, da je v kazenskem postopku. In sicer zagrožena kazen za njega je od 1 do 8 let zapora. Ker je, ko so se gradile Stožice in da so napihali, rekel, možnost prejemanja denarja, ne, z bank posojil, je on naredil pogodbo z Jankovićem, da bo za 800 parkirnih mest najemal parkirna mesta v Stožicah. Zdaj, ne vem, če poznate koga, jaz ga ne poznam, ki bi parkiral v Stožicah, ne, na Vojkovi cesti in bi potem šel neki počet v Tivoli, ne, ker tale Jakič je bil direktor športnega zavoda Tivoli. Skratka, totalno izmišljena. Se pravi, Jankovićev človek. Seveda. In to mu je zdaj on vrnil, zato so rabili pač prazno delovno mesto in so mene razrešili. Jakič je prišel zdaj tja. Ampak hočem to reči, bila je preiskava. 9 let je trajalo, da so začeli prvi sodni narok, potem so hoteli zamenjati sodnico, prestaviti, rekel, tole pozicijo, kjer se zadeva na sodišču dogaja.
Skratka, vse manebre so naredili, no, na prvi stopni so bili potem na koncu oproščeni, no, zdaj na drugi stopni je pa to razveljavljeno bilo in se pričakuje, da bo ponovno sojenje. In zdaj, kaj bi to lahko pomenilo teoretično? Mislim, ne, tudi praktično. Če bo recimo Jakič obsojen, in pošteno bi bilo, da bi bil, to bo pomenilo, da bo šel, pazite to, generalni direktor URI Soča iz delovnega mesta direktorja v zapor, ker je nezaslišano. Ne? Veste, URI Soča je spoštovana rehabilitacijska ustanova, 70 let, najboljša v Sloveniji in tudi širše zelo priznana, ne? No, in da jo vodi tako neverodostojen človek, ne? Je to, ne vem, degradacija pozicij. Ne? Čudno mi je, kaj vse ljudje v tej državi nekako prebavijo, pozabijo. Jaz samo upam, no, da zdaj je že tega dost in da 22. marca, ko bodo volitve, da se bi ljudje kaj zapomnili, kaj se vse zgodilo. Tudi, ko se pogovarjam z ljudmi, veliko jih je, da ne rečem praktično vsi, ki so verjeli Golobu in za njega volili, mi je zdaj žal. In hvala Bogu si mislim, a bo pa zdaj končno dovolj to, no, da boste zmagal razum. Da bo zmagal razum. Točno to, ne. Ker zadeve so za moje pojme res nerazumljive. Ne. Da greš, si dovolj, to so praktično, vse vidite, tudi mediji pa to, oni si dovolijo res to, kar je nam očital, ne, da smo mi, ne vem kaj, fašisti, ja, točno to on počne. Ne. Take strahovlade ni bilo nikjer. Ne. Z ljudmi, ki govorim, ki delajo javni pravi, ja, bojijo se izpostaviti, bojijo se za službe. Mediji, kot vidite, to je vse, ne, glavni mediji podplačano, spada v isti bazen, en napiše, drugi vsi enako povzamejo. Skratka, ta prava resnica težko pride. Težko pride zdaj, evo, hvala Bogu, imamo Novo 24 in portal in tako kot imate vi Mladina, tele podcaste, se veliko sliši in se, razširi resnica, ampak bomo mogli še delati na tem, ja. Ja, definitivno. Ne. Treba je biti skozi aktiven, ozaveščati ljudi. Ne. Mislim, da smo na točki preloma, ampak ne smemo pa zaspati. Ne, Bog var. Zdaj, glede na to, da ste bili direktor URI Soča, ne, mogoče če na hitro se dotakneva še zdravstva. Ne. Ja, tudi ker ta vlada aktivno preganja koncesionarje, privatno zdravstvo, s čimer se zdi, da je še bolj privatizirala zdravstvo. Vse v bistvu je res. V bistvu je res. Jaz kjerkoli, v bistvu, dajmo reči, bivših kolegov, ki so zdaj še nekateri ostali direktorji bolnišnic, govorim, oni si tega ne upajo sicer povedati, ko prijo na sestanek na Ministrstvu za zdravje, ker bi potem še oni izgubili službo. Pravijo, ki bi ti vedel, koliko škode je ta vlada naredila v bolnišnicah. Zdaj tile, ki so specialisti, vrhunski, res stvari obvladajo, imajo prakso, pač jim ni treba več tega, se ne da, ne mogne več tega trpeti, enostavno marsikdo ali da odpoved, gre privat, ne, in ostanejo celi oddelki zaprti ali pa brez vrhunskih strokovnjakov. Zdaj pravijo, ja, se imamo specialiste. Ja, ampak specialist je nov, ni izkušen, veste, mi rabimo tudi starejše, ki so mentori, ker so imeli, ker imajo neko kolimetrino. No? In zdaj, kad ti enkrat to odide lepo pač v privat, ti ga več tam nimaš. In to je grozljivo, ko poslušamo, ne vem, maksilofacialna kirurgija v Ljubljani. Ne? Spravi, če se zgodi neka huda prometna nesreča, imate lahko tam, ne vem, celo družino, ki imajo poškodovane obrazne kosti, vse je treba hitra operacija, ali pa če so opekline, požari, enako, ne, to se morajo združiti specialisti, ne, te se pravi zobne čeljustne kirurgije, pač dermatologi, skratka, več specialnosti in to klinični center omogoča. To zdaj tam je bilo. Zdaj s temi odhodi, v bistvu vi za celo Slovenijo ošibite zdravstveni sistem, kar je nezaslišano. Ne. To, da greš ti na bojno, na nož zdravniki, mislim, to v Sloveniji, ker je pomanjkanje zdravnikov, specialistov, pa da ne govorimo, ja, jaz
to je res mimo pameti. No. Namesto, da bi se probal dogovoriti in da vse združimo, se vas ne zanima, če imate vi neko potrebo po oskrbi, vi bi radi, ker plačujete, da potem, ko rabite, ne vem, specialista, kakorkoli ga dobite, zdaj ali je v javni bolnišnici, ali je pri koncesionarju, se isto plača, ne, zdravstvena zavarovalnica, vas zanima, da je to kvalitetno, pa da je čim prej, da ne čakate 100 let, ne, ko potem že mogoče več ne rabite, ne. Ne, oni se odločil, ne, da zdaj glavna stvar bo tole razmejitev, borba z zdravniki, no in evo, sej Ustavno sodišče me pa dalo odgovor, ne, da dela mimo pameti in vse skupaj padlo. Ja, in dejansko imate vi zdaj več odhodov iz teh javnih bolnišnic v privat sfere kot kdajkoli prej. Ne. In v bistvu ne, pod pretvezo, da bo on okrepil javno, ga je še bil. Kar je rekel. Jaz upam, da ljudje tudi to vidijo in se štejejo vse skupaj, da ne govorimo o gospodarstvu, kjerkoli se z mano kaj pogovarja, pravi, da to, ravno danes sem bral za Mikropolo, ki ga poznam še firmo prej iz kemije, oskrbujejo laboratorije, laboratorijsko opremo, enostavno ne zdržijo več teh pritiskov, rekel, ja, veča se, ne vem, božičnica moraš dati, v redu, moraš minimalno plačo dvigati vse, ampak to vse povejo v zadnjem trenutku in ko ti v bistvu že stvari zaključuješ in tako stiskajo gospodarstvo, da prihajaš že, ne vem, tam z eno firmo, ki ima, ne vem, par 100 ljudi, na koncu ti ostane toliko, kot da bi hodil ti, ne vem, v eno, ne vem, malo da ne navadno službo. Zdaj pa, če bi znal kdo primerjati, koliko skrbi ima en direktor, eno vodstvo, da taka firma posluje in v Sloveniji in v tujini, ja, pa ne more delati z minimalno, ne vem, plačo direktor, mu more kaj ostati, ne. Zdaj pa trenutna vlada misli, da se da kar stiskati, ne, zdaj še kaj so dali, da če ti pade praznik na nedeljo, da ga bomo prenesli na ponedeljek, ne. Mislim, to je noro. Oni se sploh ne znajo postaviti, a veste, v škornje enega, ki mora to zagotoviti, ne. Ti moraš imeti na koncu toliko plač, pride tudi kakšen slab mesec, ne, da ne rečem leto, če pride kriza, moraš imeti kaj rezerve, njih to ne zanima. Stisnjeni bi gospodarstvenike do konca, jaz se večkrat rečem, to so ljudje, ki niso nikoli nič probali v življenju konkretnega delati, ne vem, da bi kakšno bajto gradili, kaj tasga, oni mislijo, ne vem, da ti zabiješ pipo v zid, pa potem bo pa kar ven voda pretekla, ne vejo, kaj je od zadaj, da je cev, pa da je vodovod, a veste, pumpe, vse, kar je potrebno zajetje, ne, nimajo izkušenj, ne, in vodijo, rekel, to državo tako všečno, ne, delijo bombončke, ampak ja, lejte, tista vlada, ki bo, upam, da bo naša, naslednja, bo imela kar težko delo, ker če pogledate te ekonomiste, recimo gospod Mrak je lepo povedal, to, da pri take zaposlenosti, ko imamo zdaj, pa pri takem stanju, smo že zdaj na robu, enostavno ni v redu. Če se karkoli zgodi, rekel, da gre na slabš, se bo vse skupaj sesulo, ne? Ker oni so pri dobri zaposlenosti pripeljali nas na rob, da še nekako država poteka. Ampak minimalna sprememba nas še zruši. In ja, enostavno to ni v redu, to je treba spremeniti. Ja, definitivno je to treba spremeniti. Najlepša hvala, gospod Zvone Čadež, za tale pogovor in pa seveda vso srečo na volitvah. Ne? Lepa hvala. Se vidimo. Nasvidenje.